V tem obdobju so ameriške borovnice izredno zanimive. In sicer zato, ker se med sortami opažajo izjemno velike razlike. Tale grm je Blue Crop, zelo razširjena, stara sorta ameriške borovnice, ki ima zanimivo, tako bi rekla, šibasto razrast, medtem ko imajo pa druge sorte, kot so Duke ali pa te sosednja sorta, kot je Berkeley, tako drevesasto razrast. Izredno poganjki so razvejani, medtem ko so pri sorti Blue Crop pa dolgi in šibasti. Tudi po barvi lesa se izredno razlikujejo. Tukaj na desni strani imamo rdeče obarvane enoletne poganjke sorte Blue Crop, medtem ko so pa na levi strani pri sorti Berkeley zeleno obarvani. Ampak oboji poganjki, in pri Berkeleyju in pri Blue Cropu, imajo približno enake lastnosti, če so enako stari. Tukaj imam eno dvoletno vejo, se pravi oziroma ta je že 3-letna. Tukaj imamo dvoletni lanskoletni poganjek, na katerem izraščajo zelo lepo razporejeni enoletni poganjki. To so najbolj rodni poganjki ameriške borovnice. Mogoče koga preseneti, da imamo na koncu suhe, temno rjave poganjke. To niso poganjki, ki so odmrli zaradi pozebe, zimskega mrazu ali pa kakšne bolezni. To je lanskoletna pecljevina. Na lanskoletnem poganjku je bil tukaj cvetni brst, tako kakor je zdaj pri teh poganjkih. In iz tega cvetnega brsta se je razvil grozd s 5 do 7, mogoče tudi več jagodami. In to je ostanek pecljevine na tem našem lanskoletnem poganjku. Če pogledamo, tukaj je imel vsaj 5 do 6 jagod. Potem se pa razvijajo enoletni poganjki, takoj za tem lanskoletnim brstom. In tukaj so tudi zanimivi tile poganjki, pri katerih velja enako pravilo kot pri ribezih. Da zelo lepi, dolgi poganjki imajo močne brste in ti močni brsti imajo debelejše jagode, kakor imajo drobčkani, drobni poganjki na teh enoletnih vejicah. Mogoče bi bilo zelo dobro pogledati še tudi, kako izgleda star les. Tukaj pred nami je star les. Čisto drugačen je kakor mlad les, ki je nad njim. Ta star les je rjavo obarvan, mogoče kdo pomisli tudi, da je že rjav zaradi bolezni, ampak ni. To je star lub. No, iz teh starih poganjkov izraščajo lanskoletne, enoletne, lani so bile to enoletne vejice, sedaj so se pa tiste lanskoletne vejice obdale s kratkim rodnim lesom. Kratek je, šibek in enostavno ta les nima nobene perspektive gledano iz količine pridelka in predvsem iz kakovosti. In prav zaradi tega se odločimo ob rezi v tem času, da take dele vej izrežemo. Pri ameriški borovnici lahko vedno izrezujemo. Odvajanje je zelo, pojem odvajanje verjetno poznate, in to je zelo pogost ukrep pri rezi ameriške borovnice. Pustimo ta mlad, vitalen, enoletni les, dvoletni les z enoletnimi poganjki in odrežemo tukaj. Razlog, zakaj, nam je popolnoma jasen. Ker so brsti prešibki in tudi grm bi bil s pridelkom preveč obremenjen. Tale ogromen grm, ki sega kar več kot pol metra nad mano, bi imel po moji oceni od 6 do 7 kilogramov plodov.
Seveda, mogoče bi kdo pričakoval lahko tudi več, teoretično tak grm da tudi 15 kg, vendar plodovi bi bili drobni in bi slabo dozorevali, zato bomo ta grm še izrezali in pustili tako približno tak pridelek.